Na kaj pomisliš, ko rečem Siddharta? Jaz imam na njih res ogromno enih spominov. Prvo kot prvo si delimo letnico rojstva. Tako Siddharta kot jaz smo zaživeli leta 95. In spomnim se, da sem jih začela poslušati že v osnovni šoli in vedno sem se jih razveselila, sploh zato, ker je bil tole naš šolski zvonec ob koncu ure. A ste vedeli to? Ja. Kjera šola? Res, Osnovna šola Lipnica. Lipnica, ja. Daleč. No, in od osnovne šole je sledilo ogromno enih spominov in čustvenih trenutkov povezanih z njimi. Spomnim se, kako sva z najboljšim prijateljem divjala čez ovinke in nabijala RH minus in se seveda drla zraven. V osnovni šoli. Okay. V osnovni šoli, ja. Konec Konec osnovne. Konec Se osnovne spomnim, šole. imamo nad avtorsko, pa so zrihtane. Zdaj sem nekaj izdala, po mojem bom zdaj v težavah, ampak v redu. No, potem, kasneje smo s cimrami jih tudi non-stop poslušale in vem, da se nam je zelo vtisnil spomin akustični koncert kakšnih 5 let nazaj, ko so pa res do izraza prišli vsi genialni teksti. No, tudi svojo največjo ljubezen do zdaj sem prebolevala z njihovo pomočjo. Dolga pot domov me je spremljala, kar nekajkrat na repeat. In pa zdajle nazadnje, poleti sem imela to čas, da me je v bistvu cimra prosila, če bi zapela pesem Piknik in tako njo in njenega dragega pospremila v zakon. Tako da, dragi fantje, a se sploh kdaj zavedate, v koliko enih trenutkih ste v resnici prisotni, pa sploh ne veste za to? Predstavljamo si, ampak ko poslušamo, pa grejo kot cene po koncu. Ja. Se pravi, da absolutno ne moramo vsega vedeti. Nam pa vsake toliko časa pride na ušesa ali pa tako na znanje, kaj vse se dogaja z našo glasbo in koliko ljudem to pomeni, ne? Ker tudi nam seveda, ne? In so to lepe besede in hvala za njih. Z veseljem. Hvala vam, da ste si danes vzeli čas. Dajte mi najprej povedati, kako ste, kaj se vam zdaj kaj dogaja? Prihaja ena velika, velika obletnica kmalu. Ja, dela je ogromno. Pripravlja se 30. obletnica delovanja skupine in naslednje leto je pač začnemo z serijo akustičnih koncertov. To so bili moji najljubši koncerti, tako da tega se zelo, zelo veselim. Januarja torej začnete. Mislim, da je 24. januar Maribor prvi koncert. Ja. In potem vsi sledijo. Po Sloveniji. In tako se začne praznovanje 30. obletnice našega benda. Skozi celo leto, pa mogoče bomo kar še malo naslednje leto potegnili. Zakaj pa ne? Dobre stvari treba praznovati. Tako je. Zdaj, ko sem rekla, kaj mene najbolj spomni, recimo na vas, verjamem, da ima tudi ogromno Slovencev, pa mogoče tudi kdo za mejo, toliko enih trenutkov, ki so povezani z vami. Zdaj pa mogoče z eno besedo ali pa enim stavkom. Kaj pa vam pomeni Siddharta? Vse. Familija, ne? Ja. Tako, kot rečemo, rock'n'roll familija, to smo mi v bistvu. Postali smo familija kot band in tudi ljudje, ki se družijo z nami, ki nas podpirajo, ki hodijo na naše koncerte. V končni fazi tudi cela tehnična ekipa, mi rečemo temu rock'n'roll familija in v bistvu to je razširjena družina naša. Je več kot band, no, je več kot firma, je več kot, ne vem, ko bi rekel, sam skupina enih ljudi, ki ustvarjajo muziko, ampak dejansko so se naši life toliko prepletali med sabo, da lahko rečemo temu familija. V bistvu je življenje naše to zdaj. In ena posebna velika ljubezen. Evo, še kavica je prišla. Grazie. Grazie mille. Še tebe, da ne izpustimo, kaj pa tebi to pomeni. Dejansko je to ena toplina, ljubezen, familija, tako kot so rekli fantje. No, to so stvari, ki jih band, ki jih preseže okvire benda. No. Ni to zgolj hobi, že dolg ne več, ne, je to en tak način življenja. No. Resna firma tudi, če tako pogledam. Mislim, ja, ne, ampak tako kot je to mi rekel, to preseže Romajani, no, to preseže te gabarite neke firme. Firma pač ima neko poslanstvo, lepa se mi zdi pot tista, ki je pomembna. Pa tudi v glasbenem smislu ekipa, ki raste, ne? Ekipa, ki je začela v bistvu zelo, ko bi rekel, garažno self-taught, ali ko se reče temu, samoučno, ja, whatever, ne? Ampak ekipa, ki je zmožna vedno narediti nekaj
po mojem, še vedno nekaj lastenja, nekaj originalnega. Nekaj, pač, mi smo ekipa, ki ne kopira. No. Ja, takrat ste naredili kar revolucijo na glasbeni sceni. Začelo se je vse v garaži doma, v bistvu je bila že tako ali tako na začetku neka družinska zasedba. Ne? Ti si v bistvu upeljal svojega brata, sem slišala, da si ti kar veliko enih lumparij delal in da je tako to mi malo hotel zavarovati. Ogromen. Kaj je bila kakšna taka stvar, ki se jo spomniš? Kaj je bila kakšna taka stvar, da se jo spomnim? Je to za veter ali ni za veter? Danes je vse dovoljeno. Mi smo bili 4 iz iste vasi, ki smo se pač vsak petek dobili in to je bil petek dan za barabije, smo mu rekli. In potem smo se spomnili na tisti dan, kjer lumparijo bomo pa dosti naredili. Ne? Ena izmed takih je bila recimo, da je bila lokalna trgovina, ki je bila tam imela luknjo v ograji, ki je nismo mi naredili, mi smo samo ugotovili, da je tam. In je pač ta luknja bila zelo mamljiva. Ne? In smo si sposodili kakšen sok vsake tokcajte, recimo. Ne? To je ena izmed takih. Zdaj sem tako zelo milo povedal. Veliko takih zgodb je še. Ja, pa vam rekel, ja, da je mogoče fajn energijo kam drugam usmeriti in me pripeljal na vajo in tako smo v bistvu začeli. No. In mi je bilo fajn. No. Zdaj povedal, da je bil prvi pevec. Ja, v bistvu je res, ja, on je bil V bistvu povabljen. me je povabil kot pevce. Ja. Pa še zmeraj delal lumparije, pa se je mogoče skozi bobne, da je še ta energija malo lepše skanalizirala, ne, da je imela nek boljši smisel. Pa mogoče, da sem ti prinesel na vajo sok, da nisi rabil skozi luknjo hoditi. Ja. Ja, on je bil bolj mamljiv, ne? On je bil pa Najbrž. res. Ja, se je vedno tako. Tisti, ki je prepovedan, je včasih mečkom bolj mamljiv, kot tisti, ki imaš na dosegu. Ja, tako je. Res, ko smo bili pa mladi, pa res smo bili lumpki, no, bom rekel. Je bilo pa to pač neka taka, pač spravila se veselje, pa malo adrenalina je bilo pa tako naprej. No. To smo rabili. Da ne bi slučajno mi dal 100 evrov zdaj, ker ti prepovedujem. Ja, zdaj sem se spremenil, ja. Sem mislil, da še zmeraj mamljivo. To nisem en rak. Ti si me spremenil, drugač bi zdaj takoj dubo. V bistvu si imel en res tak lep vpliv starejšega brata. Se ni bilo to tako težko, najbrž. Ne, super je bilo zaradi tega, ker smo bili jaz pa Tomi, pa še takrat je bil Primož, ki je bil basist. Smo bili že prej frendi, pa smo se že prej družili. No. Je bilo res, tudi meni je bilo fajn. No. Se mi zdi, da mlajši brati se radi družimo, ali pa saj par mene, tako tudi z njem, kot starejši brat. Sva pa lih toliko razlike, da ko je on bil ta 15-16 let, sem bil jaz še premulast v bistvu, no. Tak mulček, ker mogoče mu ni pasa, da bi se družil, ker sem pa jaz dosegel te 14-15 let. Je pa mogoče tam začutil, da zdaj pa mogoče se pa lahko pogovarjava. Predtem se mi zdi, da nisem bil jaz toliko za te stvari. Meni je pa tudi fajn, no, da sem se lahko potem malo bolj družil z bratom. In od takrat naprej v bistvu smo zelo veliko skrat. No. Ja, in privat, in kot v bendu. No, Ja, to je ful lepo, da sta tako povezana, ker jaz sem tudi hotela biti skozi starejšo sestro, samo ona me pa ni hotela sabo jemati. Sem se mogla kar sama znajti, ampak najbrž je prav tako. Začelo se je vse zelo domače, zelo malo, ampak kot sem slišala, se je v bistvu Siddharta tako naključno razširila z eno kaseto, ki je šla po Ljubljani. Ja. Kako se je to zgodilo? Komu je všla iz rok? Ma ne, ni šla, smo jo kar delili. No. Ampak moramo reči, da je bilo obdobje, ki ni bilo pač seveda interneta, kaj šele socialnih omrežij in tako naprej. Tudi CD-jev ni bilo tako, nisi mogel si doma kar zapeči že CD-jev. Mi smo posneli nek demo posnetek, takrat zelo na začetku, po mojem, naše poti. In pa smo si to kopirali, si jo malo delili, kaseto se je pa zelo lahko dali skopirati. In pač potem so si ljudje med sabo to kaseto skopirali. In evo. Veliko smo pa tudi igrali, moram reči, po Ljubljani, ljubljanskih klubih takrat, mislim, klubih, lokalih, barih, kjerkoli, srednja šola, ja, tako. Ker se je le dali, smo čim več igrali v tej naši kotlini. Pol kasneje pač seveda tudi druge. No. Ampak verjetno je to šlo vse z roko v roki. No. Da se je malo začel govoriti o tem bendu, potem pa dejansko si kam imel priložnost videti. Ne. Tako da. Kaj pa bi rekla, da je bilo tisto, kar vas je razlikovalo takrat od drugih? Da je bil zaradi tega tak wow? Jaz mislim, da je ta vpliv glasbe, ki smo imeli, bil malo trši, kot je bil takrat nek standard ali pa popularna muzika pri nas slovenska, ki je bila zelo taka klubska, ali pa celo bolj je spominjal vse na neko veselico. Ne?
Mi smo pa imeli željo, da bi malo bolj resno delali muziko nasploh in tekste, in tako pa da je malo bolj težko, da ni ravno na prvo žogo. No. Se pravi, smo najprej svojo luknjo hoteli zapolniti, tisto, kar je nam manjkalo, in se je izkazalo, da je to tudi naši generaciji nasploh manjkalo, ker veliki večini ljudi, ne, ki so imeli radi to muziko, ki je prihajala iz Amerike, recimo, pa ali iz Anglije. In to, no, ni bilo te glasbe, ne, slovenske. Ja, v bistvu, kar bi si mi želeli poslušati, ne, to smo sami ustvarili, ne, zares. Ja. In ste ugotovili, da je. Vplivi so bili pa verjetno bolj takratni, aktualni, kot tisto, kar se je pravzaprav v mainstreamu takrat poslušali. Ne. Kaj je bilo, se mi zdi, nek tak pop-iš neki, ali pa nek 80s rock, ki je pač že bil takrat že star, ne vem, rekovajih za nas. Mi s tistim se nismo poistovetili, ne. Tako da smo... Luknja je bila. Ja, nam to tisto generacijsko, verjetno se je vse skupaj takrat z grunge movementom začel, pa vsa ta Seattle scena, pa metal, pa vse to, kar se je premike po celem svetu naredili, in tudi pri nas je to pustilo vtis, ne. Mislim pa, da naša scena takrat ni tistega sprejela, je ostala še 5 let za časom, ne. Tako da morda smo imeli to priložnost zaradi tega. Ja, se spomnite še prvega špila? Ja. Imamo posnetno. A res? Imamo shranjene, mislim, da imamo shranjene karte tudi, ki smo jih dali natisniti. O, kako dobro. To bi mogli za 30. obletnico nek ekskluziv video. Ja. Same je lepo. Če hočemo to videti. A nismo eni obletnici nekaj ponudili že tega? Ja, A ste? Te place smo zavrteli, ja. da bi rekel, da je bila 20, recimo, no, ker vem, da smo Je neka... placov, ne, pa mislim, da smo takrat kar zavrteli. Prijatelj sošolc, pravzaprav Tom, jaz si je doma sposodil kamero, in je pač posnel, to smo imeli mi smo vadili v delavnicah gimnaziji Šentvid. Nam je takratni ravnatelj Jure Grgurevič v bistvu ta prostor posodil, oziroma oddajal, v zameno za en nastop letno za gimnazijo. Ne? Oh, wow, ful lepo. Da vidi, da ne hodimo tja žurati, ampak da nekaj ustvarjamo. Da ne hodimo samo žurati. Ne? Ja. Tako da in ta koncert se je pač pred 40 gosti odvil. Še en band je bil takrat z nami v tistem prostoru, tako da smo se izmenjavali, ne vem, pol ure en, pol ure drug. Smo še imeli 5 komadov. Nekaj tako, ja. Nekaj tako je bilo. Evo. In to je bil prvi uradni koncert, zato smo rekli, da je to v bistvu od takrat naprej Tudi naš band obstaja, recimo. Čeprav smo že nekaj časa bili prej skupaj, ampak smo rekli, to naj bo. Se pravi, to je bilo leta 95. 17. marca. Torej prav 17. marca je obletnica. No super, tega nisem vedela. No Janja, ampak ti si se pa pridružil malo kasneje. In tudi med vami je malo čez 10 let razlike. Kako ti je bilo, ko si prišel med njih? A si se čutil tako starejšega, pa so imeli mogoče še malo te... Ne vem, se je mogoče videla ta generacijska razlika, zdaj ni to spet toliko let, ampak tako, kako si se počutil, ko si prišel tako tak starešina, ti si že vedel, kaj delaš v glasbi, tako imel si neko svojo špuro, že prej si bil pri Magnifiku, pa v bistvu nek čist svež veter, druga energija. Kako ti je bilo na začetku? Pa se mi zdi, da takrat je bila ta razlika večja, kot je zdaj postala. Se drugače sploh ne zgledate Ja, tako? mislim, tudi tako, ko se zbližaš z nekom, to razliko premostiš v letih. A ne? Takrat je bil meni tudi, ko sem rekel, ok, bil sem povabljen za nekaj časa za sodelovanje, v bistvu kot nadomestni basist, pa za studio, in sem rekel, bom probal, pa ne vem pa, kaj bo iz tega ratalo, v bistvu, če bo sploh kaj. Ne? In pa se, ne vem, zelo hitro sem začutil neko pripadnost. Verjetno vsak, ki je imel kontakta s tem bandom, kdajkoli od blizu, ne, je začutil, da je nekaj več v igri, da ni v bistvu samo to band, ki se je sestavil, da bo delal pač komade, ampak se je izbral to za neko svojo pot. Ne. In če se vrnem še korak nazaj, ki si sprašvala, kako je bilo takrat leta 95, zakaj ta band prišel sploh ven. Ne. Po mojem je bila res vrzel. Bendi, ki so se v 80-ih recimo izpostavili, Pankrti, Buložer, Lačni Franci in tako naprej, so mogoče že malo bili, ne bom rekel zatonom, ampak so že šli v ta nek drugi svoj življenjski ciklus. Mladi pa niso imeli svojega glasnika, ne, ker so ga po mojem
zelo po veliki zaslugi Tomijevega glasu, ki je bil takrat ful, tako nekaj popolnoma svežega, ne? In vsega, kar je band počel v tistem času, se pravi neka taka velika organizacija, čeprav ni bilo še nobenih sredstev, ampak je band hodil z avtobusom na špile, imeli so neko posebno kostumografijo, ne vem, barvali so si lase, pač vse so počeli, da so bili drugačni pa prepoznavni, ne? In to je pritegne. Ja, in potem, ko smo se začeli družiti, je ta familiarni duh je v bistvu zelo hiter ven vsekal, ne? To, kako smo se pa zbližali s časom, je pa potem stvar zgodovine naprej, v bistvu, ne? Skozi vsako nevihto, ki smo šli, v bistvu smo se bolj zbližali zares, no? Takrat, ko je vse fajn, takrat smo pač vsi happy, ampak ko pridejo težki cajti, ne, takrat mi zdi, da smo se pa najbolj utrdili med sabo. Je kar redko kdo ostane toliko let skupaj, dobro, ti si se pač pridružil kasneje, ampak skoraj 30 let vsi, a ne? Tako se mi zdi, da je to že skoraj več kot zakon, več kot družina. To si že tako povezan, da najbrž se med sabo poznate mogoče celo boljš, kot vas poznajo žene. Mogoče, vsaj iz kakšnega zornega kota se bolj poznamo, ja. Tudi, ko ustvarjaš skupaj, pa ko si deliš kar veliko časa v življenju, moraš biti zelo odkrit in kar priznati svoje napake ali pa jih nekako sprejeti, ki ti drugi nastavijo ogledalo, a ne. Tukaj ni po moje prostora za nobeno sprenevedanje ali pa karkoli olepšave, ampak si moramo kar hitro dati karte na mizo, če želimo pač delati stvari, ki bojo vsem všeč, kar bomo lahko uživali ob tem, a ne. Zato se med sabo mogoče bolj poznamo, ne. Pred nežnejšim spolom še vsem kakšno stvar rajš prikrijemo, da je malo mir v hiši, a ne. Bele laži. Ja, te bele laži, recimo temu, ja. Ali pa sploh smo tiho, ne, rajš. Tukaj pa tukaj smo se pa skozi ves ta čas navadili, da tudi stvari, ki so težje zapovedati, si jih sprejmemo, a ne, zaradi tega, ker je tako prav in potem, ko smo iskreni en do drugega, tudi nam vsem pol lažje, ne, je tako, v bistvu se kar malo olajšaš, ne, v bistvu se razbremeniš in zato že po tej strani je ta muzika, ki jo ustvarjamo, nek balzam za vse nas, ne, in tudi kot neko zavetje, ne, čeprav smo tudi z družinami na splošno zelo povezani, ampak nikoli, mislim, ne bom rekel nikoli, no, ampak zelo redko, če sploh, pa še to so čudni vzroki, nam ni težko iti na vajo ali pa na koncert, ker že vemo, da se bomo imeli dobro, ne glede na to, kakšni so pogoji, ker so včasih, kje so malo slabši, a ne, ampak smo vsi skupaj v tem in potem to obrnemo na šalo, no, ali pa na pozitivo nekako, ne. Si kakšno zgodbico zmislite, tako kot ste si jo na začetku podcasta, ki se še ni snemali? V bistvu se toliko spoznaš, veš, da že ko nekdo pride na vajo, ki reče živijo, veš, približno kakšne mode. Pač bomo imeli najprej pauzo, pa. Ali bi mogoče jutri imel rajšo datum drug daj. Pridemo na vajo določiti, kdaj bo druga vaja, ker mogoče kaj še ni razpoložena, ampak. Ja, vi se mi res zdi, da živite en tak duh, vsi za enega, eden za vse. Zaradi tega, ker tudi, kot sem poslušala malo pa brala o vas, si delite na enake dele, vsak ima svojo zadolžitev v bendu. Kaj je mogoče od vsakega dolžnost? Zato mi vemo, da skrbi za kreativo, piše pesmi. Imaš še kaj ti na čez? Da, jaz mislim, da skupaj z Janem v nadzornem odboru, kjer je to samo naziv, ampak nima nič dela. To pomeni, da glavni del poslovni benda, kot sta Primož in Boštjan, delata toliko vrhunsko, da mi da v nadzornem nimamo kaj početi. Je sam naziv, ne. Tako da ja, nekaj sem že povedal, kaj počneta. Sicer glasbo na koncu skupaj vse naredimo, ne, da imamo, da je to Siddharta, ne, da ni zdaj to samo moje delo, kakšne ideje. Tudi ostali prinesejo ideje na vajo, pa tako. No, Boštjan, Primož imata svoje zadolžitve, ki sta res zelo dobro v tem. Ja, mi dva malo pa bolj firmo čez, ne. Finančni del, malo bolj racionalista se mi zdi, da predočimo bend, kakšni so lahko problemi, ker če samo sanjaš, pa misliš, da se bo to uresničilo, je treba nekako tudi potem jim predstaviti, kje smo, zakaj to delamo, na kakšen način, kako.
In klej sa pol midva, se mi zdi, da predstava, da naredijo Ta grda sva midva. analizo, pa da Steber. skupaj zberemo, je to ok ali ni ok. Na koncu pa pač izpade, kolikor izpade. Narate velike projekte in tako naprej. Ja, marsikaj ste že speljali. Pošle, da te vloge se niso, ker smo se dobili leta 95, si rekel, ti boš to, ne, to se pač izoblikuje skozi obdobje, ne. Že na začetku je bilo treba ono kaseto nekje skopirati, pač nekdo je to mogel narediti. Počasi se te stvari pol oblikujejo, pa ok, boš pa ti mogoče še rajš na pogodbo pogledal, pa to se pa nalaga in seveda se upneš vse pore tega bendovega življenja, ne, na ta način. Tudi Primož je doštudiral ekonomijo, Boštjan je študiral matematiko, tako da je to genialen ta v bistvu nek Super. podrast za Dono, da to sprejme, prevzame ta. Mislim, super je, da imate to in-house. a ne? Ja, moramo vedeti, da je še vedno ogromno dela, ki ga pač naredi management ekipa, ne, to se moramo zavedati. Mi da so pa pol tam bolj sem imel samo nadzorno, ampak imamo pa ta nek, te naše notranje razmerja, pa te napram ven, no, v bistvu gre vse čez naju, pa pol nazaj spet ven, no, tako da Jaz sem že hoče samo včasih, povedati, tudi kredo dati managementu, da ne bo izgledalo, da mi dva vse pač počneva. mislim, najbrž se ne bi imela časa ukvarjati z muziko, če bi mogla, ne vem, Stožice organizirati, štadion Absolutno. organizirati. Ja. To se je v nekem trenutku začelo malo nakazovati, Tudi to smo pa smo zavestno malo zabremzali. da je bilo preveč. Ne? Ja. Da je preveč Izgubiš intenzivno bilo in fokus na muziki. pol se najdeš v situaciji, ki se reče, čak ima zdaj res sam biznis, ali bo vas sploh še v muziki kot muzika, pa kreativa, pa tako naprej in sva nekako ugotovila, da to ni to. Preveč naporno je bilo. No? Se pravi, pa priješ na event, pa se moraš dogovarjati z organizatorji, pa je koncert čez, pa se moraš spet dogovarjati z organizatorji, pa vse finance, pa untret. In na koncu je bilo preveč tega. Tako da v bistvu smo hvaležni za management, ki ga imamo zdaj, ki je res pobere ogromno enega dela, za katerega potem nalo oziroma nam ni treba početi, a ne. Skrbiva pa za vse te stvari, da še vedno pač poteka finančno v nekih teh okvirih, ki si jih zamislimo, pa da vse štima, no? Da ni nekih lukenj, pa dol, ali zapravo smo več, kot smo dubali. Ne? Se pravi, vse ne treba imeti nek nadzor nad tem, kaj gre ven, koliko pride noter in tako naprej. Ne? To pa. Dobro, ja, to je en vidik, ne, niso samo Mislim, finance, ne, tudi vse druge stvari. neke sprotne dogovore, a veš, pokličejo naju, ne Tomija pa Janja recimo, ne, ampak ko pa se je treba neko skupno odločitev, pa se pa vsi dobimo, ne, absolutno, a veš, si rečemo, ok, cool, zdaj bomo delali pa to, pa zdaj bomo to delali, pa greš, pa vzameš to nalogo, pa mi med sabo pa razdrobimo, ne, kot, ja. Ja, ker ponavadi tisti, ki je tako velik umetnik, poznamo ful enih zgodb, sploh iz Hollywooda, recimo, pač iz ameriške scene, ki imajo menedžerje in na koncu, ne vem, ali vse izgubijo, ali vse gre nekam in je fino imeti tako nek steber, verjetno v bendu, tudi znotraj benda, da res drži neko špuro, da lahko delate take velike projekte, kot Je res, ker delate. to se tudi pri nas dogaja, to ni samo Hollywood, tako da smo tudi doživeli na lastni koži in tudi zaradi teh stvari pol je vsaj za nas boljše, da je tako, kar je zdaj v tem smislu, da imamo malo več nadzora, kot recimo nekdo, ki je samo umetnik, pa prepusti to nekomu drugemu, kar res ga lahko Zelo hitro to odpelje. Ja, Ja, imamo pa to srečo, da so v bistvu ta duet managementa sta tudi z nami že povsem skoraj čisto od začetka. Ne? Namreč Sašo je že tretjo, mislim, da ploščo je on kot oblikovalec, ne, začel z nami, potem se je bolj, mislim, še zmeraj naš oblikovalec, Dejan je pa pravzaprav bil producent naše prve plošče, že ne v Muzika v 5 in z nami že toliko časa, tako da se poznamo toliko dolg, da sta seveda zdaj ona dva glava družine, ne. Familija z tega. Piko? Familija, ne? Familija. To je familija. ja, smo spet pri Ja, familiji. seveda, se je, Če hočete nategniti nas, boste nategnili pravzaprav tudi sebe, a ne, tako da en drugemu zaupamo zelo, Ja. pravzaprav. Mislim, to je zelo lepo slišati. Zdaj me pa zanima še, kako ste prebrodili pa težke stvari. A ne? Vemo, da ste imeli, ne vem, štadion, 30,000 ljudi, po mojem, rekord. In najprej, kako potem naprej? Mi smo šli 14 dni zatem, zame igrati vesele za 150 ljudi, po mojem, kjer niso niti vedeli, kakšno mešalno mizo bi imeli, okroglo, kvadratno, kako že to. Sem tako prenesel. So tako prinesli. Tako da smo
znamo hitro skočiti iz ene skrajnosti v drugo, nas ni to nič kaj potolkalo, v bistvu je bilo še celo zanimivo. To je samo tako kot zgodba s terena, ne? Ampak se pravi, ker nas je toliko velika familija, je to veliko lažje prebroditi kjerkoli težave. Se mi zdi, vedno treba iskati rešitve, a ne? Ne pa, če nastane problem, biti še bolj osoren ali pa še bolj našpičen, kvamo pa težiti, ampak ok, situacija je taka, dajmo jo probati rešiti, pa se mi zdi, da se to da potem hitro narediti spet, da se obrne krivulja navzgor. No? Tudi dejstvo, da kriza nikoli ne pride takrat, ko jo pričakuješ. Točno to je. In recimo ta RH moment, ki se je zgodil stadion, pa cela turneja, potem je bila neverjetno uspešna, po mojem. Tako do takrat, ne vem, če je kakšen rock band imel tako serijo koncertov, pa neko cel ta uspešen launch v bistvu, ki se je zgodil, ne. Potem se pa že pri naslednjem albumu se je izkazalo, da to ni, da niso vse piškotki, ne, v bistvu, ne. Ker delaš vse prav, vse delaš tako, da bi bilo še boljš, pa da bi bilo, ne vem, še bolj tvoje, pa še bolj lastno, ne. Pa v bistvu že naslednja turneja pokazala, da se ne izide vedno, ne, da smo v bistvu zelo krpali že en konc z drugim, da smo sploh izvedeli turnejo do konca, verjetno tudi neki dolžni ostali in tako, ne. Pa v bistvu narediš kao vse prav, ne, ampak Ne, dolžni nismo nič stvari. ne. Evo, povedal šefe financ. In potem recimo Stožice stadion, ki se je zgodil nekaj let zatem, 2011, mislim, da je bilo. Ne. Tiste je bil totalen fiasko finančni. Ne. V bistvu tako, če gledaš iz tega vidika, je bila hrabra poteza. Pa Ideja, glede na to se nismo vedeli, da bo v bistvu tak. Ideja, da bomo mi še zelo nov album snemali pred publiko, v bistvu se je tudi zdela v redu, zares ne, kao, ampak očitno v napačnem cajtu, na napačnem mestu. Ampak vreme pa zdržal. Ja. Ne, bi bilo veliko ljubezni na tistem stadionu. Se pravim, na koncu pa pač počrtla potegneš, je bil pa smo kar nekaj časa še delali za to, da smo pač pokrili to. Kaj bi pa rekli, da je bil najtežji trenutek v zgodovini benda? Ste bili kdaj na tem, joj, ne vemo, če bo to še šlo, ali ste vedno nekako našli pol? Mislim, da se nikoli niso sprašvali, če bo to še šlo, ampak na kakšen način bo to naredili, da bo čim prej šlo za nas, da bo čim prej to Kako rešiti? za nami. Ne? To je recimo en primer, je ta stadion, ki so bile. Sem izva hitro pa prišla do neke ideje, kako to rešiti na najbolj eleganten način, da v bistvu ni nobenega, ki je dosti bolel, ampak in načrt je takrat uspel in smo videli, da to se da vse preprosto, tudi če so orank velike težave. Samo iz drugega zornega kota jih moš pogledati, najdeti pravo rešitev in se da to vse narediti. No. Kako ste pa krpali pol ta dolg? Ja, z delom, to, kar počnemo. Kar počnemo in potem ne gre v lasten žep, ampak Gre v luknje, ne. gre v luknjo, ja. Koncerti. Tako. Ampak se mi zdi, in potem je taka stvar, se mi zdi še bolj zbližano. Tudi takrat veš, zakaj delaš. Nikoli se med sabo nismo zaradi teh stvari skregali, ampak smo pač stuhtali skupaj, kaj je dobro, pa kako naprej, pa zakaj. In jaz mislim, da nikoli ni bilo vprašanje, a zdaj gremo še naprej, ali bomo tukaj nehali. Predvsem je dobro, da se nam ob takih trenutkih nič ni zamerali, ne, da bi rekli, kaj mi tega treba, jaz smo malo dosti, se da to drugače, malo bolj varno vse skupaj speljati. Ne, imam občutek, da smo vsi količka je tako radovedni, da imamo tudi te izzive radi, kljub temu, da vemo, da smo včasih lahko na zelo spolzkih tleh, a ne. Ampak je to tisti draž, ki na koncu tudi fila našo glasbo in naše ideje in naše sporočila. Ker preko teh življenjskih izkušenj lahko deliš jih ljudem in ti ljudje tudi bolj verjamejo, a ne. Tudi mi smo zmatrani, tudi mi smo ranljivi in krhki, ne. Takrat ti verjamejo. Če vse lepo, pa da se skozi posuvamo z naremi in lepimi puncami, ti ne verjamejo prav dolgo, ker moramo vedeti, da smo mi zelo podobni kot vsi ostali, ki razumejo to našo muziko in ki nekaj pomeni. In smo tudi na tak način kot ostali zdaj, ki začnejo to poslušati, gor rasteli, ne. In so najbrž taki težki trenutki celo na nek način dobrodošli, čeprav jih je težko dati čez, ampak ko jih daš čez, so pa zelo neverjeten vir navdiha in veselja, ko
ko je ta razkol med porazom in zmago toliko večji, kot če skozi se samo tukaj gor. Je treba poznati žalost, nesrečo in poraz, da lahko ceniš vse te uspehe. Ne? In je lahko zdaj reči v obdobju, ko se imamo res fino, ko imamo to za sabo, to bolj ceniš, smo veliko bolj povezani. Ne? Pa močnejši si, konc koncev. Zagotovo. To je najlažje reči, tako je kul, ne gremo se več, objavimo bankrot, zapremo štacuno in to je to. Ne? Ampak kaj imamo od tega, pravzaprav razen neke slabe vesti, nič kaj dosti. Treba je pač vdihniti, pogledati na stvari, najdeti neke, bom rekel, skrite rezerve, v sebi in v okolici, pa pač iti naprej. In tako je to mi rekel, ne, če ne daš takih, bom rekel, nekih hrbtolomnih trenutkov čez, ne moreš ceniti tega, kar imaš, ko je dobro. Ne. In si hvaležen takrat, ker točno veš, kaj. Naučitamo se drugmu, da je recimo zaradi, ne vem, zdaj pa ti rekel, da je to prav, pa ne vem, mislim, nikoli ni tega. Ne, zares, ko spremeš to neko odločitev, jo sprememo nekako kolektivno. Zavedamo se tega, komunizem vlada. Zavedamo se tega, da lahko pride do problemov, ampak je tako, da če nisi drzen, ne boš premaknil nekih stvari ali pa ne boš naredil nekih velikih stvari. Drzni smo bili pri stadionu za Bežigradom in smo naredili nek koncert, ki ga zaenkrat še noben niti blizu ni bil, ampak si treba zavedati, smo šli zavestno v to, pa nisi vedel, kakšen bo končni rezultat. Potem delaš stvari velike zaradi tega, ker da si drzen, da si upaš narediti nekaj več, ker če ti ne boš tega naredil, si noben. Mislim, za tebe ne bo noben drug tega delal. Tudi maraton, ki smo šli delati, potem stadion Stožice, ki smo jih naredili, ali pa recimo zadnji arena Stožice, ki smo naredili. Se pravi, neke velike dogodke si zbiramo zaradi tega, da je zanimivo, drzno in mogoče premika s tem neke meje, da pokažeš, da se vse te stvari dajo delati. Ja, ker recimo že zdaj, ko so bile lani Stožice, ljudje so o tem koncertu še tedne govorili, postali videe, fotke. To je bilo neki wow, zato ker se mi res zdi, da smo v teh 30 letih vsi že tako prepojeni, tudi če nočeš si enkrat slišal za Siddharto oziroma si slišal nek komad in je to že v kolektivni zavesti, se mi zdi. Ja. Tako da... No pa fajn je pol delati te stvari, ki so malček tvegane, ko veš, da tudi če ne bo v redu, da bomo znali to rešiti, si veliko bolj miren, ni te toliko strah tega, nisi toliko v krču, in to tudi ljudje vidijo, ja, se bomo spravili te stvari in če nam bo ratalo, smo že vešči, kako se skupaj poveseliti, če se pa karkoli izjalovi, bomo pa tudi znali rešiti, in smo bolj mirni. Znate skupaj stopati. Tako, ja. Drugače je pa tudi en prijatelj, ko sva se pogovarjala o tebi, to mi je rekel, veš, Flora, to mi pa daleč najboljše komade piše, kaj žalosten. A se strinjate? Ja, pa je, da je tako nasplošno v glasbi, Ja. Morajo trpeti, ne? Ja. Čeprav vsi se ne strinjajo s tem. Ampak kaj bi pa ti rekel zase? Jaz bi rad tudi tako kazal, da sem dobre volje, ki saj včasih rata, ampak so mogoče bolj plitki, ni toliko, kaj bi rekel, več poudarka na glasbi kot na tekstu samem. Takrat seveda rabimo pozitivno muziko, pa to tudi jaz rad poslušam. Kadar so pa trenutki taki, pa lažje, so pa pravzaprav na nek način od začetka kot nek zdravilen proces, že samo za mene ali pa za kogar drugega, v katerega opazuješ. In je že tista stvar dobro dene, ne glede na to, ali sploh pride do ušes koga drugega. Pol pa, ko stvar postane malo bolj resna, ko je dozorela, da so to drugi slišijo, se pa najbrž, ker živimo podobna življenja, se ostali najdejo v tem, ker ni vse lepo, čeprav bi radi, ampak kot sem prej omenil, rabimo te neke ups and downs. In nasplošno ljudje radi sočustvujemo z nekom, ki je iz nekih slabih izkušenj nekaj potegnil, ali pa skušaš pomagati tudi teh slabih, zato tudi radi poslušamo in se izpovedujemo s temi nekimi mogoče nesrečni, žalostnimi trenutki, ker veš, da nisi sam, čeprav imaš včasih občutek, da si edini, zakaj se zdaj to meni zgodilo, si edini na svetu, ker se ti to dogaja. Pol ta muzika poveže vse te ljudi, najlažje, mogoče zato tudi podzavestno so te komadi, ki so mogoče najbolj legendarni od
različnih svetovnih skupin imajo te neke patine, pa žalosti, vse pa ne, in tega nekega, kaj pa jaz vem, ne vem, nekega čiščenja, no. Mami me je enkrat vprašala, Flora, ti ko poješ, pa poješ te žalostne komade, ki jih napišeš, a ni tako, da se pol vsakič spomniš spet, pa si spet žalostna. Pa ji nisem nekako takrat mogla razložiti. Ja. Ne, v bistvu to je najbrž tudi za tebe neka katarza, neko očiščenje. Kako se ti počutiš, recimo, ti je bilo kdaj težko? Ne vem če, no, v bistvu tega ne, doskrat, ampak potem, ko večkrat se to pred publiko izvaja, pol na koncu že kar malo pozabiš, zaradi česa je to pravzaprav nastalo, ker ta komad potem nosi toliko enih drugih čustev, ki so se dogajali na različnih koncertih, a ne. In večinoma so ti komadi vsi potem kasneje zaznamovani z lepimi spomini, ne. In jih vsakič dobijo neko drugo, kako se reče, preoblekco mogoče, no, čeprav je sama duša ista, preobleka pa druga in izgledajo drugače in jih pa radi izvajamo, ne. In se pol nalagajo, če pride iz nekega težkega trenutka, se pol lepi gor nalagajo, pa se nekako iz nič. Generalno rata tak uplifting moment. Ne? V bistvu tudi komadi, ki so žalostni, jih folk pride z veseljem pet. Štekaš, kaj mislim. Ja, točno vem. Niso namenjeni temu, da te še v večjo depro vržejo, ampak da je enostavno tako, ker to mi je rekel, da vsak začuti to meso pa kri pod tem. Tudi tebi se zgodi neka žalostna štorija, tukaj se lahko povežeš. Je to neke vrste nek tak modern gospel moment. Ja, mislim. Jaz sem prebrala, da si v bistvu dolgo po domov napisal Obločitvi, a ne? In je ful zanimivo, ker tudi jaz, recimo, ko sem šla čez nek break-up, ki mi je bilo res težko, kako je to res ena podobna emocija spodaj in jo dejansko čutiš in ti pomaga in greš čez. Ja. Se strinjam, se tudi, zdaj ne bom znal čisto najbrž na pamet povedati, ampak se tudi zatečeš kakšnim komadom, ki niso moje, seveda, ne, ki ima podoben ta čustven naboj ali pa zgodbe. Pa tako, meni pač to pomaga. Ja, sploh pa če imam še ta dar, da lahko iz sebe dan in napišem kaj podobnega, ne, oziroma še bolj osebenega, pa to naredim. To je, zame je to dober občutek, ne glede na situacijo, ki ni, ne, je pa negativno, ampak je meni to okej. Si pa ne želim, da se to ponavlja samo zato, da bodo komadi dobri. Ja, upajmo, da ne. Ampak, a veš, ne, vsem. No, se tudi zdaj se dali novo plošče ven in so super komadi, tako da tudi zdaj mislim, da si kar srečen. Pa je očitno vse okej. Še vedno pišeš komade. Kako pa ti je bilo čez proces ločitve, so ti fantje stali ob strani, kako si nekako to prebrodil? Ja, se ni bilo prvič, je bila sicer najdaljša zveza, ampak tako smo vsi bili kdaj deležni tega, ne. Absolutno so stali ob strani, seveda, ne, sej, kaj drugega, vsak bi to naredil tako, ne, ker vejo, da je tako, pustijo te mogoče bolj primerno, da rezajo pa vse tako in ti dajo hkrati vedeti, da kadarkoli, res kadarkoli, karkoli rabiš, tukaj smo, ne, ali pa vsak zase posebej. Kar je super, ne, to je tudi ena ta čudovitost tega, da smo taka v bistvu povezana enota, ne, da se lahko tudi ob teh trenutkih veš, da se bo dalo to zrihtati, ne, da ni vse toliko črno, kakor bi bilo, če bi sam mogel skozi čez to iti, ne. Da imaš neko skupnost. Ja, še boljše pa seveda s to skupnostjo, mislim, z bandom deli dobre stvari, ne, tudi vesele, ne, pa tudi če si sam ni toliko dober, ne, tle je pol res, mislim, res je užitek, no. Ja, jaz sem vas želela malo presenetiti in evo, to mi najprej imam zate nekaj. V mojem življenju obstajata dva Tomija, ki sta v bistvu ista oseba. Prvi je ta super rockstar, v katerega sem se zaljubila v bistvu že v zgodnjih najstniških letih in ga z največjim veseljem delim z vsemi vami. Tako zaljubljena. Drugi je pa moj Tomi. Popolnoma drugačen, mi pisan na kožo, tak, ki v bistvu poskrbi zame, da se počutim lepa, sprejeta, zadovoljna in srečna, vedno in povsod.
skozi besede, dejanja in občutke. To je ta Tomi, ki ga ljubim. Kako se je potrudila, drugač to zelo bolj podivjano pove, ne, taka amazonka, ampak jo, lepo je slišati, to je hvala, Kesi. Jaz moram priznati, da sem imela kar kurjo polt, ko sem to slišala. Jaz jo ne poznam osebno, Ja, ampak sem... jaz to če ne čist, ampak tole je recimo nekaj novega, vsaj ta artikulacija, to taka, ne. Mislim, da se je ekstra potrudila. Res, hvala. No pa še neki. Živijo, Marinka tukaj. Janja je zame čisto pozitiva. Sreča meni vedno pusti, da sem taka, kot sem in da lahko povem vedno, kaj iskreno mislim. Je oče najinih otrok, ki oba neskončno obožujeva. In je razlog, zakaj vedno rada pridem domov. Pa ne samo zato, ker je dober kuhar. A si ti najboljši kuhar Itak. v familiji vaši rock'n'roll? Tudi, ko še Italijan pade z vespe, ker špagete skuham. Klema pa Ful lepo. Mislim, nisem najboljši kuhar v bendu, nisem to rekel. V familiji. V familiji pa ja. Lepo. Jaz sem bila tako vesela, ko sem te dobila, res. Tudi Taja se je oglasila. Boštjan zna zdaj malo zadremat, ker ga moj glas uspava. V glavnem, Boke je moja skala, moj zaveznik, moja opora, pač enostavno moj najboljši prijatelj. Ne vem, če se sploh zaveda, ampak in po mojem to počne tako čist intuitivno, spontano, naravno. Ne vem, če najdem pravo besedo, ampak jaz nikoli zares ne padem globoko, ker pač me on vedno pravi cajt ujame. In ful cenim to. Sem pa tudi ful ponosna nanj in sploh kot oče, recimo on pravi jackpot, je tak izjemno predan in najinim otrokom nudi največje bogastvo tega sveta, to sta njegov čas in pozornost. Ker ful pogosto prilagaja, oziroma skoraj vedno, če lahko, pač prilagaja svoje obveznosti, da smo lahko čim več skupaj kot družina. Ali je to samo to, da smo pač skupaj v istem prostoru, ne vem, doma, na obisku pri babicah, pa dedijo, ali pa da se pač udeležimo kakega dogodka, kakih nastopov, tekmovanj in pa niti ne zamudi raznih zdravstvenih pregledov, pa govorilnih ur v šoli in vrtcu. Res naredil bo karkoli pač je v njegovi moči, da bo prisoten in to ful cenim pri njem. To pa je recimo samo en tak kamenček v mozaiku njegove čudovite osebnosti in tako da smo razumljivo jaz in najini otroci kar obsedeni z njim. Lepo. Sem želela, da vas v bistvu poslušalci, gledalci spoznajo tudi v malo drugačni luči, kot vas ponavadi. Tvoja draga se ni želela izpostavljati, ampak je pa vseeno Taja povedala še nekaj o vseh vas. Moram pa reči, da si dala kar težko nalogo, tako da v enem ali pa dveh stavkih strnimo neki misli o njih, ker sem pa razmišljala v bistvu, kako bi na kratko povedal, kaki glasbeni geniji pa vizionari so oni v bistvu taki polbogovi na odru. Vse jaz jih tako vidim in čutim. Hkrati pa so take preproste, dobrosrčne pa tudi dostopne duše. Jaz jih res obožujem, pa častimo vse njihovi veličini, vsakega posebej, tako v glasbenem kot osebnem smislu. In sem res hvaležna, da sem del te družine in hvala fantje, hvala, ker ste. Hvala. Je rekla, da je bilo zelo težko posnet, da si bil ful velik doma, zdaj 2 dni. Jaz sem rekla, ja. Tako da to potrjujemo, da je res prisoten in priseben vedno zraven, tako da vsakič, ko so mi pisali, rekla, joj, zdaj ne moram poslušati, bom pol. Tako da so se res potrudile in se jim zahvalite še v mojem imenu. Sicer pa, evo, da gremo mogoče za konec na malo bolj osebno noto, kako pa rocker vzgaja svoje otroke, vsi jih imate? To mora čist drugače eno drugega. To je kar... To je tako, kot pri bendu, veš, ko štartaš, pač ne veš čisto točno, kaj se podajaš. Tudi pri otrocih, vsaj kar se meni tiče, bilo tako, da dokler ni bilo, dokler se niso
pojavili, niti nisi vedel, kakšna je lahko ta ljubezen, ki je čist nekaj novega prišla in se kar dodava nek ta nabor, ki ga imaš. Ne? In potem pač skušaš biti čim bolj iskren do njih, čim bolj pravzaprav jih pripraviti na svet, zato da pa enkrat pa bo tako, da ne bojo več rabili, da bojo lahko suvereno zakorakali vanj. Ne vem, verjetno je to posledica nekih izkušenj, ki si jih imel doma, nekega zdravega razuma, hkrati se pa tudi od njih naučiš, po mojem, kar veliko enih teh postopkov oziroma nekih čustev, razmišljanj, pač to vse skupaj nekako daš v paket. Imaš še kakšen Jaz nasvet? mislim, da vsakič, ko se trudiš vzgajati, si na napačni poti. A ne? Moja izkušnja je taka, če bi zdaj šel nazaj, vse, kar sem prebral o vzgoji, bi vrgel stran, zares. Ker edina prava vzgoja je tisto, kar daješ ti kot nek svoj zgled. Zdaj pa, a je to dobro ali slab, ampak to vse je vzgoja. Zdaj, ni nujno, da se bo nekdo, ki je v disfunkcionalni familiji, da bo rad slab človek, to sploh ne drži. Ne? Ali pa nekdo, ki je imel preveč skrbi vložene, da bo on zaradi tega ful dober. To sploh ne vem. Jaz mislim, da moraš, ne vem, tokom tega odraščanja svojih otrok delati neke stvari, ki so tebi lastne, ki se ti dobro počutiš v njih, pa ki lahko stojiš za njimi in otroci bojo sledili, po mojem, v tem ni nujno, da dobesedno, ampak v tem nečem, kar bojo oni sami delali. No? Pa vsi se trudimo, ali pa ne vem, vsaj moja izkušnja taka, da se trudiš neke napake svojih staršev, ki se ti zdi, da so bile napake, prikriti ali jih pa drugače narediti do svojih otrok. Ne gre. To, kar je v tebi, ta DNA, ki je, ti si v bistvu dejansko v ogledalu, oziroma tvoji otroci so tebi tvoje ogledalo. No? To je edini nasvet pri vzgoji. Pa seveda, ne vem, obstajajo pa neke meje, da kaj je res narobe, narobe je voziti po napačni strani avtoceste, narobe je jesti strupene gobe, narobe je jeti na cesto pa pobijati ljudi. Te meje so jasne, definitivno. Ne. Vse ostalo se mi zdi, je pa dokaj prepuščeno tej svobodi, ki jo moraš sam nekje najprej doživeti pa občutiti in jo pol preneseš na svoje otroke. Tudi oni čutijo, si mislim, da ti morajo zaupati v tej meri, da te oni vidijo tudi srečnega. Ne? Ja. Se pravi, da jim to pokažeš in da, tako kot je Jani rekel, da nimaš vzgoje narejene po knjigah, ne, in po nekih pravilih. So pa zanimivo ta bitja taka, saj mislim, da pri večini ljudi, ki bi jih od ljubezni pojedel in hkrati utrgal ušesa od vse te neke, a ne, ko si jezen na njih. To je najširši čustven spektr, kar ga lahko doživiš, a ne. In ravno zaradi tega, ker se moraš ti kot starš prilagajati tudi temu in vmes nekako vse to voditi, se tudi mi razvijamo in učimo, a ne. Tako da nismo samo mi tisti, ki dajemo, ampak tudi oni nam nevede ogromno enih izkušenj dajo in se v bistvu pravzaprav skupaj oblikujemo, ne, kot družina. Je pa vsaka družina ima drugačen pristop, drugačne življenjske pogoje, a ne. Pri nas je malo več rock'n'rolla in vsega tega, kar jaz jemljem samo kot pozitivna stvar, a ne, se malim širi mogoče pogled na svet, ki ni tako monoton, morda, ne. In so čudoviti, no, jaz sem res prav, velikrat se spomnim in kar solze, tako nasplošno, sploh kadar jih ni zraven, ker te ne morejo le vzeti jeziti. Predvsem mi dva dosti poudarek na spoštovanju, pa na neko to razumevanje med sabo, no. Da se oni med sabo razumejo, tudi če se nimajo radi, je treba vsem spoštovati osebo, ki jo imaš blizu sebe, a ne. Valjda so različni karakteri, pa ne moš pričakovati od njih, da zdaj pa nujno, ker je tvoj brat ali pa tvoja sestra, da ga moraš ljubiti, pa imeti, da to je nekaj najboljšega, ampak glej, samo spoštuj ga jemlji kot neko osebo, ki pač ima svoj karakter, pa probi z njega izvleči maksimalen, a ne.
pa mogoče, da jih naučiš to, da bojo sami od sebe odvisni v življenju. Se pravi, da se naučiš delati stvari, ki te veselijo in jih to delaj dobro, oziroma se potrudi za njih, ker noben drug ne bo za tebe naredil tega. Če ne boš sam naredil neke stvari, verjetno ne boš prišel do željenih ciljev, ki si jih mogel zastaviti. Ful dobro. Kako ste jim pa razložili, kakšen poklic imate? Ej, sine, hčerka, tak je moj job. A veš, da pri nas imaš srečo, seveda oni rastejo že takrat, ko se niti ne znajo izražati še verbalno, normalno, ne. Ampak in kaj hitro tudi drugi povejo. Vzgojiteljce v vrtcu in povejo, da jim razložijo, kdo je njihov oči, recimo, ne. Potem sošolci v šoli, sošolke, učiteljice. Oni pa to jemljajo, vsi smo edini, to poznajo, ne, ampak jim drugi povejo, pol, kako oni nas vidijo in pa si sami, pol, se mi zdi, še malo na drugačen način pobarvajo vso to zgodbo. Ne. Mislim, da bi bilo njim težje razložiti, kako je iti od 9 do 5 v službo, kakor to, kar imamo mi. Ja. In njim je tudi težje razložiti nam, zakaj morajo oni ob 8 biti že v šoli, ne. Če mi lahko gremo v službo, ali če temu sploh tako rečemo, to kasneje pa to vsak dan malo drugače, pa da smo kakšne dni lahko tudi kar doma, ne. Oni imajo težjo službo, kot mi za njih zdaj, seveda, ne. Ker morajo zvečer spati, ne? Pa zjutraj vstati. Najbolj ostanejo kdaj prej, kot ti. Zmeri. A zmeri. Seveda. Pol ti nisi tisti, ki jih vozi v šole, vrtce. Ja, tudi, ampak grem pol nazaj spat. Aha, okej, imate pol to tako razdeljeno. Ampak dokaže neko smer v glasbo. Vem, da tvoja hči je violinistka. Kaj pa ostali? Ne na tem nivoju. Moja hči je še v bistvu 3. let klavir igra. Aha, pa je pa klavir. Ja, jaz velik talent, kakor opažam. Tle pa pol prije ta vzgoja zdaj, ker ji pač poskušamo razložiti, da ima ogromen potencial, ogromen talent, ampak da bo treba, če hoče, sama se naj odloči, v tej smeri se razvija, da bo mogla veliko delati. Ker je pač, vsaj iz lastnih izkušenj lahko rečem, da samo če boš delal, vadil, igral te stvari, razmišljal te stvari, boš lahko daleč prišel. To je izkušam razložiti, sama se bo odločila, a je to toliko paše, da bo šla v to smer, ali je to pač neka stvar, ki bo osnovno šolo, recimo glasbeno končala, potem bo šla pa mogoče v drugo smer, ki se bo pa sama odločila za to. Ja, zdaj z enim članom, pianistom ste se prijateljsko razšli, a ne? Zdaj mesto je odprto načeloma. Ja. Mogoče čez par let. Ja, se je tudi zaradi hčerke od Janje, Izabele, ne, je tudi že prišlo vprašanje doma, ali misliš, da bom jaz tudi danes stopila z vami, sem rekel, seveda, da boš, ampak moraš malo še dozoreti, ne. To je dobra motivacija, tako za naprej. Je. Mislim, se mi zdi tudi Izabela z svojo prisotnostjo in svojim znanjem, ki ga kaže na odru in s to neko samozavestjo, ki se je izkazala zdaj, odkar smo imeli prvi koncert z njo v Areni Stožice, je za mlade, se mi zdi zelo, jaz mislim, da pušča zelo veliko vtis pa vpliv. Navdih, kaj se da narediti pri teh letih. No. Dobro ogledalo si bil. Ja, pa če se navežeš na prejšnjo vprašanje, to je v bistvu ta služba. Ne? Naši otroci so zrastli s tem gor in jim je to ne normalno, ampak pač tako, samo po sebi umevno, da igraš, da hodiš na koncerte. Ne? In tudi glasbe pri nas v familiji je zelo pomemben faktor. Veliko se pogovarjamo vsi o tem, ali pa v filmu, ali pa v umetnosti na splošno. Tudi Marinka je v bistvu iz baletnega okolja izhaja, ne? Tako da smo vsi povezani z glasbo. Tudi sin, ki v končni fazi ni šel v glasbo, še zaenkrat. No. Mu je ful pomemben, kaj se posluša, ne vem, skozi to doživlja tudi svojo mladost, v bistvu po nekih fazah, nekih obdobjih, ki vidim, kaj mi kaže, kaj posluša. Ne. Tako da, ja, po mojem nas je vse cepla muska. Saj se mi zdi, da ti starši dajo take zametke v podzavest, ki jaz zdaj pri sebi vidim, ka bom tako, ka vi naslednje leto 30, in starejši, ki si bolj se odražajo vrednote, vzgoja, kaj si pač skozi ta leta s sabo prinesel. Se malo se spremeniš, pa une stvari, ki so ti šle na živce, kakšno ti začneš delati, kakšno uspeš spustiti, ampak tako se mi zdi, da res samo to, kaj si gledal doma, se nekako najbolj preslika pol vate kot v osebo. Mi je bilo pa ful zanimivo, ko si enkrat rekel, Jani, da je v bistvu oder gledališče, studio pa film. Ja. Še vedno tako mislim. Ne? Kreativnost je dejansko na strani tukaj studia ali filma, ne? Čeprav gledališče je tudi kreativno, zares pa tudi rab vaje, ampak
predvsem gre za ta živi stik. No? V studiu ti lahko ponarediš emocije, oziroma jo, mislim, najboljše je iz sebe spraviti dejansko, ampak lahko jo tudi umetno ustvariš. Ne? Na odru pa v gledališču pa ne moreš. Tam je pa 1 na 1 in tam ali si te prav ali nisi v bistvu. Ne? In tukaj se tudi loč, ne vem, nekdo, ki na dolgi rok počne te stvari, ali pa nekdo, ki je mogoče samo sprehodil se malo na hitrico skozi vse skupaj, skozi celo to štorijo. Ne? In veš, nekdo je rekel, da rabiš 10.000 ur vložiti v vsako stvar, da jo počneš na nekem višjem nivoju, to oder ti definitivno da to izkušnjo. Ne? In tukaj se pojavlja tudi vprašanje, kaj rajš počneš zares, težko je reči v bistvu. Ali ustvarjati muziko, meni je najlepši občutek takrat, ko nekaj ustvariš, nek nov riff se pojavlja ali pa nek nov snutek za nek komad, ne? Po drugi strani pa pol še lepš, ko ga lahko deliš s folkom. Ne? In je v bistvu ni kaj boljš, oboje skupaj je sestavni del. Ne? Pa vas ne moremo vprašati, kaj imate rajš studio oder. Lahko. Jaz sem imel včasih rajš studio, zares, dolga leta, dokler nisem začel tudi zares usidariti igrati, ker se stvari pa tudi v živo začele tako poklapljati, da se je dejansko dal v živo izvesti to, kar si ti želiš. Veš. V mojih časih, ko sem jaz začel, je bilo jeti na koncert, je pomenili same probleme. Ni bilo očevalcev, ni bilo dobrih monitorjev, ni bilo sploh dobrih pogojev za izvesti. In je vedno, ko si ti nekaj vadil, si prišel v živo in je bila vedno neka katastrofa. Če to je včasih še danes, s kakšnimi monitorji. A veš, ko pa si v bistvu v nekem bendu, ki pa mu je nekako stal do tega, da se stvari tudi v živo dobro pokažejo, ne? In ko greš, ko stremiš k temu, potem z leti to tudi pride. Ne? V bistvu, kot teh 10.000 ur vložiš. Ne? In zdaj imamo v bistvu tudi tako tehnično ekipo za sabo, da je praktično isto igrati na vaji ali pa na koncertu. Ne? In ti lahko podoživiš vse svoje komade, tako kot si jih v studiu posnel, ker imaš take pogoje, da to lahko narediš. Ne? In mislim, da to tudi folk čuti. Se mi ne borimo več sami s sabo na odru, ampak dejansko lahko daš iz sebe vse. Pol ste razdeljeni studio, Mislim, udobje. Jaz ne bi mogel samo v studiu in ne bi samo odra imel. Je fajn, da imamo možnost obojega. Je pa fajn, če v studiu, ko rata se rodi neke nove ideje, pa to, da potem imaš možnost še na odru. Ne bom pa rekel, da se naveličam enega ali drugega, ne, ampak ko imaš veliko odra za sabo, imam jaz saj tako potrebo po ustvarjanju nekaj novega in potem posledično, da gremo v studio in imamo svoj mir, kjer ni toliko stresno, saj meni, ne, ker imamo čas za pogovor in odkrivanje novega sveta in vse to. In potem si tudi ne želiš, da ta studio predolg traja, ko se začnejo pol, ti že mogoče naveličaš nekega, ali pa že malo se juha prevečkrat prekuha, a ne, tako da, ko vidiš, da stvar postane, da dobi končno obliko, si pa že začneš predstavljati, ko me čakam, kako bo pa to na odru zveneli. Taki nasmeški, pol, kaj boste to gledali. In hkrati malo tega, kako se reče, malo nervoze, kako pa to ljudje sprejeli, ne glede na to, da je nam všeč, ampak še zmeri, ker to zdamo tudi na to, a ne kaj isto misleči bo, če jim bomo sprožili spet ta čustva, a ne. Zaenkrat nam to uspeva in smo veseli, da imamo to možnost. Jaz imam še 10 hitrih, po mojem mi živa že takole mal, moramo iti, ker ste zelo zaposleni. Tako da, evo, boste povedali, kdo od vas na vsak odgovor, oziroma na vsako vprašanje odgovor, kdo od vas recimo največkrat zamuja. Po mojem jaz svoje čase. Čeprav danes je Jani zamudil. Meni se tudi zgodi, ampak Smo se ravno prej, pač v izogib zamujanju, včasih pride že en večer prej na vajo. Pa sem pa najslabši, drug jutro ali pa kaj, ampak če bi vse skupaj seštel, najbrž včasih sem bolj zamujal, ampak še vsem bi najbrž vodil na lestvici, ampak. Je pa doskrat tudi ta prvi. Ja. A zaradi prejšnjega večera?
Tudi, ampak čas pa kar se ne govori. Ja. Okay. Ostane med nami pa med toliko tisočimi, ki bojo to poslušali. Kdo je pa najbolj romantičen? Ne bi rad s prstom kazal na koga. Ne vem. Verjetno, da res. Ne vem. A misliš? A je Boki tako? Meni se zdi, da je res. Ja. Ne Glede na to, kaj je danes Teja povedala, Dajmo reči, ja boš te. Dajmo, ajde. Ja. Tako je prav romantik. Tudi najbolj paše, ki je najbolj agresiven zgleda, ker upotar, pa da mu zraven prelepimo etiketo romantičnosti, se mi zdi fajn. ampak meni se je on res vedno zdel, tako kot sem gledala na odru. On se mi je zdel najbolj misteriozen, Jani mi je bil prav en tak vesoljc, ki je vedno našel take linije na basu, da sem si mislila, od kje, v dobrem smislu. Še enega vesoljca. To mi pa je tako somi, izvenzemeljski. Tako da se kar lepo dopolnjujete, se mi zdi. Sem spomaš pa vej. Extraterrestrial. Imamo lestvice. Kdo pa najbolje kuha? Ja, jaz izenačil, ne. Jaz bi njih dva izenačil, pol je pa pri njima je pa samo stvar vprašanje, a bi rad jedel na uro ali ne. Aha, Ja. Točen en pa ni točen. Okay. kdo je točen, pa kdo Jaz sem ne? te drug verjetno. Ne, kuhata pa oba vrhunce, ja. Veš, vesoljci nimajo časa in prostora. Jaz mislim, da ima Bene malo več tače za kakšne stejke, pa take stvari. Jaz sem malo bolj italijansko, proti Italiji usmerjen, proti a veš, Danilo Davis, pa to, ta scena bolj, ne, ja. Mogoče res, ja. Da se tako... Po mojem bi skupaj naredila, kar zanimivo šterijo lahko, ne. To morata enkrat, a veš, mogoče pa pol na stara leta, sicer dvomim, da boste kdaj prišli do tega, da se vam ne bo več dal. Jaz vas vidim tako, kot Stonese, do konca. Ampak lej, mogoče pa side business malo tako, za sem pa tja, butične restauracije. To z lahko, mogoče dobro kuhata, da jaz ne vidim. Jaz nikar pridem, no, tako da obvestite me. Za kostanje peč. Ali pa to. Če boste kdaj odprla, jaz pridem, evo, imate prvo gostjo. Kdo pa je najbolj strog foter? Wow. Ja, jaz mislim, da Pa znotraj pa dve roke vprašaj. potrjujejo, da nisem, tako da. Ne vem. Jaz se klej zuzamem. Jaz bi rekel on. Ja, Ampak tudi on ni zdaj strop, samo to moramo vedeti. On je Strikten, dajmo reči. Sledosti pri nas je zelo nizko, da prijemo do vse, ampak če že moramo nekoga, da mogoče on. Ja, on ima tudi dve hčeri, tako da mora najbolj biti ta, se pravi, varuh. Ne? Imate pse Mi doma? imamo vsaj po enega sina in lahko te hčere čuvajo, oziroma sestre svoje. Ne? On pa mora biti moško v družini. Bodik sam se je zdaj naredil, on mora pa to vlogo sam igrati. Ne. Kdo pa je najbolj popustljiv foter? Ne bi pa jaz bil lahko na prvem mestu. Ja. Tle sem mogoče so si... Ja, lahko to eno te isto, ne vem, da je strok in popustljiv. Ne vem, jaz sem kar popustljiv, se mi zdi. Zato, ker imajo moji otroci, imajo mamo tako dosledno in tako, da mogoče moram jaz se zdi, ker malo popuščam. Isto nam pa lepo pogledajo, pa oči, ja bi... Vsi te pogledi in objemi in... Že znajo preračunati. Ja, oni vejo. Marinka ve takoj, ko skozi vrata stopta, da nekaj ni, jaz pa pol še let. Vedno zvem malo v zamiku, no, oziroma se mi zazdil malo v zamiku, da je nekaj narobe. Pol še let, ko se zve, da je nekaj narobe. Tako je bilo tudi pri nas, pa nas je bila tudi mama. Bolj idealističen foter sem, no, če štekaš tako. Štekam. Upam, da bo, lej, vse bo kul. Uno, če hoče support, pa nek tak pip-tok grejo do tebe. Tako. Kdo pa najhitreje umiri strasti med vami, če pride do kakšnega nesporazuma? Kdo je tak najbolj razumel? Primož. To je bil pa zelo jasen To odgovor. poklene, ni nobenega dvoma. Kdo pa največ spije? Jaz. Vse gremo pa na drugo stran. Čeprav, veš, če vidimo, da danes gledali, hecen za mudu in viski naročil, tako da, veš, Ta balans mora biti, po mojem, jaz sem kar dosti na treneru že. po mojem, tako. Že šta po mojem. Ja ne vem, kako je pri vas doma, ne, jaz doma sicer pol ne. Jaz kar pred njimi. Sej, Ja. kar se zgodi v familiji, ostane v familiji. Ne? Tako pravijo. Se v Coca-Coli se pogovarjamo. Ja. Pa v jabolčnem soku, tako kot smo na začetku rekli. Vse v redu. Kdo gre pa prvi ali pa zadnji po špilu domov? Jaz grem prvi, skoraj vedno, ker sem pač že v letih malo. Veš, pa dom upokojencev zaprejo, ob eni uri ne moreš zdaj. No.
Galamit, ne delami. Da boš bil do 10 doma. To mi gre pa ta zadnji. V Jaz bistvu. grem zadnji. Ja. Ti greš zjutraj, pa naslednji dan. Ja, ni nujno. Lahko tudi pol še zvečer naslednji dan. Odvisno je torček, norček, sreda seveda. Ja. Odvisno je od kvalitete analize koncerta, potem ure pol. ali ne. Včasih gremo pa tudi vsi skupaj. Analiza koncertov, tam je všeč. Ja, ja, analize koncertov in Blena, no. So pol na koncu meseca poročila, kateri je bil najboljši, najslabši. Ne, te analize so take, da se zgubijo nekje v vesolju. Tam, ki si ti. Tisti trenutek so zelo, zelo kvalitetne in pomembne, že naslednji dan so pa pač. Svet je rešen. Ja. Okay, zdaj pa še zadnji dve vprašanji. Katera pesem vam gre mogoče najbolj na živce od vseh, ki ste jo že tokrat ponovili ali ne vem, vam ni toliko všeč? Imate kakšno? Naša? Ja, vaša. Ne, ni naša. Ni treba, da vam gre glih na živce, ampak tako, da si rečete, da vam jo ni najbolj ljubo zaigrati. Ja, kakšna se najdem. Pa tudi te so včasih imeli. Recimo na Soncu smo že prevečkrat tako, ampak smo zdaj najdel. To je vaš Despacito, torej. Ampak smo najdel neko drugo formo, kjer se zbližamo in jo nekam preuredimo. In je spet v redu. No. Je pa bilo, pač, ali pa to je naš ta, čeprav nikoli ni bil single, naš ta Satisfaction od Stonesov, ki so tudi rekli že 30 let nazaj, da ne bo nikoli več tega igrali, ampak je v bistvu moraš ga dati na nekaj, ker nam se pa zmeša, pač ljudi. Ja, sej smo najdli, zdaj spet nazaj ta mojo in je spet v redu. Kaj pa najljubša pesem? Mene skozi zelo ljubo ledeno igrati, pa ne zaradi tega, ki je hit, ampak enostavno, ker mi je tako muzikalno dobro rešen komad, da ga ful rad igram. Dajmo reči ledeno, ja. Ste složni v odgovoru, kot prava familija. Mislim, da smo tudi kakšne unike možge, ampak ko je ledena na vrsti, se zmeri dobro pričutimo. No, Malo je to odvisno od dneva in narave špile. Narave špila, ja, tako ne. Fantje, hvala vam za ta pogovor. Jaz sem ful uživala, upam, da vi tudi. To ja, zelo. Nenavaden, prav všečno mi je bil tale. No, sem vesela, da ste se sprostili in da smo mogoče zvedeli, kaj prej še nismo. No, seveda. Tako da jaz vam želim eno krasno razelektreno turnejo, absolutno pridem na enega izmed koncertov. Dragi poslušalci, gledalci, vi pa tudi, seveda lepo vabljeni, to bo 30. obletnica enega res lepega in bogatega ustvarjanja, tako da hvala, da ste bili v naši družbi. Flora Jemalotrič sem izredno uživala v tem pogovoru. Fantje, uživajte.